Postaja predvsem ena predstava, ne, Paradise Now, ki me od Living Theatra, ki me obseda že nekaj časa, ne. Dobro, ampak ključno vprašanje te predstave in tega časa je seveda, če si lahko podobna vprašanja zastavljamo na isti način, pa da zraven ne pokamo od smeha, da, oziroma še nekaj bolj ključnega, da nismo cinični. A je to sploh mogoče? Kaj pomeni danes misliti utopijo, ki je glavna ideologija vladajočega razreda antiutopičnost? Ne? Skratka, ne? Vsi govorijo, ne? Utopija, dragi moji, ne? Vsaka vizija se bo končala v hudi jami. Ne? Vidite, kam so nas pripeljale utopije. Ja, ampak tako je. To je ideologija, ki je odzadaj za temi. Mene v bistvu ne zanimajo ti povojni poboji, kaj se je takrat zgodilo. Ne? Mislim, oziroma vsi tako vemo, kaj se je takrat zgodilo. Vse to je zgodovinsko dejstvo. Ne? To, da se v bistvu zdaj prenaša v prvi plan, je seveda točno to. Ne, ne upajte, ne hrepenite, ne spreminjajte sveta, ne bodite revolucionarji, ne upirajte se, ker to vse skupaj se konča v hudi jami. Ne? Konča se z ogromno mrtvimi in z ogromno krvi. Tole tukaj se ne bo končalo z ogromno mrtvimi, je pa res... Ni rečeno, ne, glej, tam zgoraj so že 3 mrtvi. Ojoj. To so 3 mrtvi za našo predstavo, seveda, ki jih več ni. Maja Kline, Petra Rolnik-Weber in Dejan Srhoj, ki so soustvarjali to predstavo in jih zdaj več ni z nami. Kje pa so? Zakaj pa ni? So izven druge predstave, so izven te predstave in so pač drugje po svetu, eni so noseči, drugi so na študijskem delu v tujini. Skratka, zapustili so to našo slovensko težko situacijo in se podali na pot v tuje loge. Sebastian Horvat pa ostaja tukaj vsaj teh nekaj ur, kolikor traja predstava. Dejva še o tem za konc povedati, imaš kak nasvet za tiste, ki bo mogoče vmes zasrbela ta zadnja plat, pa bojo mogli iti malo na pauzo? Ni noben problem, grejo ven na cigaret, odtočiti, karkoli se pogovoriti, spiti na pivo in priti nazaj. Koliko točno traja predstava? Varira od 3 ure nekaj minut do 3 ure pa pol, 3 ure 40. V redu. Najlepša hvala. Prosim.